A pol so bile 2 Marte? Pa ne, pa li zdaj ti govorim, da je bila ena Marta. Ti mene sploh poslušaš? Ja, Marta, ko živi za gradom. Veš, da te poslušam, vse te poslušam. Ti mene sploh ne poslušaš. Pa seveda te poslušam, no. A ja? Ja, Presežeš? prisežem. No pa da vidimo. Dame in gospodje, dobrodošli v kvizu, a me ti sploh poslušaš? Nocoj je z nami 30-letni večni študent medicine Tim. Edina svetla točka v njegovem življenju je njegova punca Maša, ki pa misli, da je Tim ne posluša. Tim, prosim, povej iskreno, a jo ti sploh poslušaš? Ja, jaz mislim, da je. Misliš ali veš? Mislim, da vem. Ja, bomo še videli. Za ohranitev zveze mora Tim pravilno odgovoriti na 3 vprašanja povezana z dogodki iz prejšnjega tedna. Vsi so resnični in o vseh je Maša poročala Timu. Naj se igra začne! Maša je na razprodaji kupila torbico. Koliko denarja je plačala zanjo? A. 2 milijona evrov, B. 100 evrov, C. 100,1 evrov ali D. Neverjetnih 99 evrov in 90 centov. Jah, to nakupovanje, to pa ni ta moja močna stran. A ni, po mojem. Ne? Čestitam. Dokazali ste, da niste totalni debil. Mislim, ostale 3 so kar dost skupaj, ne? Ostale 3 cifre. Da lahko izkoristim tole pomoč. Glas žena? Glas žena, ja, prosim. Prav, dekleta, prosim, glasujte. Ja, rezultati so precej očitni. Ja, malo se mi je zdelo, ampak ja. Torej, D. 99,9. Končni odgovor. Ja, definitivno. In odgovor je seveda pravilen. Dobro, gremo naprej. Naslednje vprašanje, drugo vprašanje. Prejšnji teden se je zgodilo nekaj groznega. V službi je ena izmed oseb Maši rekla prasica. Katera oseba je to bila? A. Šefica Sonja, B. Sodelavka Marija, C. Čistilka Hedvika ali D. Hišnik Milan. Mislim, vse naštete osebe bi lahko bile, ne? Torej, ljudje pogosto rečejo Maši prasica. Ja, kar. Mislim, ne. Maša dela v enem takem kolektivu, ki so kar dost znajo biti zahtevni. To, ne. Sva mogoče spet pripravljena na izhod v sili? Ja, nažalost. Klic v sili. Klic v sili. Kličete lahko zgolj 3 številke, ki jih vi največkrat kličete. Naj vas spomnim. Mama, halo Dinki in študentski boni. Katera bo prava? Halo Dinki. Dobro, halo Dinki torej. Kličemo halo Dinki. Dinki, prosim. Ja, lepo zdrav, Tim iz Štepanskega naselja tukaj. No, zdravo, ti si. Ok, klasika brez gobic, tako kot zmerne. Ne, tokrat kličem iz neki čist eno vprašanje imam. Mašo je na šihti, nekdo ji je rekel, da je prasica in me zanima... Čak, njej je nekdo rekel, da je prasica? Čakajte samo, fanti, ste slišali to? Ali ste ta Maša Štepanca? Ja, se veš, ko ima dobre sise, pa veliko rit, veš, ja? Ja, on njej je rekel, da je prasica, stari. Kva? Čakaj, Denis le pravi, da je nesel pico v petek in da mu je nekaj javrala čez Sonjo, ampak da ni čist ziher. Super, najlepša hvala, ful ste pomagali. Kjero pico pa? Ne, to bo vse, samo vprašanje. Pa te burgerje, imamo burgerje tudi. Hvala lepa, Sonja. Dobro, zadnji odgovor? Ja. In odgovor je seveda pravilen. Ok, gremo na zadnje vprašanje.
Prejšnji teden sta se z Mašo skregala. Kaj je bil razlog za prepir? A. Nisi spustil straniščne školjke. B. Njen vse je v redu si vzel dobesedno. C. Pozabil si na obletnico prvega poljuba. Ali D. Plastenke nisi vrgel v koš za embalažo. To je smešno malo, no? Mislim, Maša, a lahko prideš sem, prosim? Glej, jaz vem to, da ti veš, da se jaz zavedam, koliko sem te prizadel. Ampak to je samo zato, ker se zavedam, da je vsaka minuta s tabo pač darilo. Vsak trenutek je neprecenljiv, v katerem se zgubim in zato mogoče včasih pač kaj preslišim. Ampak vedno pa poslušam svoje srce, ki mi pravi, da si ti ta prava. Nisi imel pojma, a? Niti približno. Sedaj pa oglasi.